Torej, ta maketa tule prikazuje tako imenovan vozelni prostor. To je eden od optičnih prostorov znotraj likovne umetnosti. Najbolj znan od teh prostorov je gotovo linearna perspektiva, renesančna, ki ima izdelan tako teoretični kot praktični verifikacijski kriterij. Potem se dolgo časa ni dogajalo nič, no, in v začetku 20. stoletja je najprej Roger Penrose postavil prostor zvite evklidske geometrije v drug orientir, torej prestavil ga je v območje optičnega prostora, kjer igrajo vlogo potem štirje taka evklidska okna. Tukaj vidimo, da kocka sama, ta velika, v kateri so postavljena vsa ta dela, predstavlja modus ali model evklidskega prostora. In znotraj tega je potekala ta renesančna linearna perspektiva. Vsi ti prostori, ki imajo pa več teh perspektivičnih oken, pa so topološki prostori. S tem se je ukvarjal recimo v sredini 20. stoletja znameniti francoski umetnostni zgodovinar Pierre Francastel, ko je govoril o topoloških oziroma neevklidskih oziroma projektivnih prostorih. Duchamp se je s tem tudi ukvarjal, ko je kocko potegnil v tretjo dimenzijo in je s tem nastala seveda štiridimenzionalna kocka, ki se imenuje tesseract, ampak Duchamp tega takrat ni mogel vedeti, ker topologija, matematična disciplina takrat še ni bila toliko razvita. To se pravi, obstajajo likovni prostori, ki imajo eno evklidsko okno, to je linearna perspektiva, ki imajo dve evklidski okni, to je prostor kubizma, ki imajo tri evklidska okna, to je ta prostor, s katerim mogoče razlagati klasičen kiparski kontrapost, in obstaja likovni prostor zvite evklidske geometrije, ki ga, kot sem že rekel, odkril oziroma iznajdel Roger Penrose. Toliko je do zdaj znanih teh prostorov. Obstajajo še verjetno drugi, ki pa še niso dovolj dobro raziskani. To bi bilo vse. Hvala.